Kaj je delal levi ali desni testis modar? Funny you should say that, ne? Ker je dejansko... Danes je sreda, 1.10.2014, ura je 23:25 zvečer, tole so glave, podke za legitimno preživljanje prostega časa in zdaj moj že trademark segway, intro, pižama. Zaredil sem se, da sem padel dol, ampak nisem. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v poameriški ediciji glav. Danes prinašamo pregled vsega, kaj se zanimivega dogaja v jesenskih programskih schemah, predvsem ameriških televizij. Britancem mislim, da nimamo toliko na sporedu. Smo rahlo jetlagani zaradi Anžetovega nedavnega prihoda iz Amerike, kjer bo povedal sam, kako je bilo, predtem pa seveda vse skupaj povabimo, da nam pomagate, če hočete. Če vam je kul to, kar delamo, greste na aparatus.si pošiljnica podpri in zberete 4, 8 ali 12 evrov mesečno, tako da bo Anže naslednjič, ko bo šel v Ameriko, lahko šel z avionom in mu ne bo treba nalagati premoga na čezoceanskem tankerju. Čezoceanski tanker naprej. Ja, to je, mislim, jaz nisem kriv, da pač niso ljudje dosti donirali, da bi imel za kaj bolj spodobnega in da si moral na tem, zdaj bomo rajti o tem, kaj še drugega si počel pod palubo, ker mislim, da nikogar ne zanimajo, kogar zanima tisti tvoji gurmanski dosežki, že takrat tu jih gledal, tako da ne bo tega treba. Drugače pa nas lahko dodate na Facebooku, aparatus.si smo tam, sledite Aparatusu na Twitterju in pa širite blagovest o nas, date oceno v iTunesih, sploh če imate zdaj že s novim iPhone 6 kupljenim pri... Dajte to, dajte sploh, dajte se javiti tisti, ki ste preplačali iPhone za koliko 237 evrov ali koliko to. Ja, ta cena je bila pa kar nerealna. To, kar se jaz vidim, se rekel fakt. Ampak kako v tujini ga, pri nas ga nimajo sploh, ne? V teh Applovih štecunah telefonov ga imajo. Ne, zato ker Apple da dejansko neke roke, ne, kdaj se to začne prodajati, in Slovenija še nima. Se to je fora, zato ga Telekom še nima, ker je Telekom v bistvu uradni prodajalec iPhona. Ne. Ja. Simobil pa ga je pa dobil prek teh njihovih ostricev. Ne. Ja. Jaz sem v avstrijskem Apple shopu full cnej, ne. Ja, so to, ampak to ni uradno. Ne. So se šli zdaj to neki ta bauha reseller variantica. Ja, sej, jaz tudi se tepem po glavi, zakaj nisem vsaj enega prenesel, bi si malo stroške povrnil. Ne. Ja, drugič bi se lahko zmenila, ne? Saj smo ti rekli, da bi mi še kaj placa, bi si rekel, ne, nimam. Ja, sem res nisem imel, ker sem samo nesel fotke. Ruzak smo ti hoteli naročiti, pa si imel bi dodatne stvari lahko zanositi s tem ruzakom. Ne bi ti bilo treba prnesti zapakiranega, ne znajdeš. To pa ni res, zato ker sem letel nazaj z Iberijo, ki so šalabajzeri in ti pustijo samo eno carry-on in eno v spodaj, v torbo. Tako da, ja, Iberija ima to pomanjkljivost. Da je, drugač pa ja, a so še kakšno drugo tehnikalijo pozabila? Nisva, hvala sem, ko pošiljate še naprej slikce Ja, z majicami. Zdaj bom naredil nov kolaž, mislim, enega večjega naredil, ker zdaj je že ful tudi prišlo zadnjič, ko smo govorili, to bom ta vikend naredil, pa bom dal že spet na prvo stran aparatus.si, pa ful fajn je videti nek random folk, ki tole posluša in ima majico, me je to tako dobro, da je dobro. Jaz znači na odprti kuhni sem enega videl, pa se mislim, da sem ga že prej nek videl, bi ga mogel nek poznati, ampak s tem svojim genialnim fotografskim spominom nisem videl točno, kje sem do njega stopil in rekel, kul majica. In se je nasmejal in mi je dal 4 evre, rekel, da je tle, da je Tomiču. Pa sem še res na nudle, tako da sorry. Ja, edim prav. Tako da ja, kaj bomo danes počeli, si rekel? Bom odrezal 10% nepence za mikrofon, kar si prepel. Povedamo gosta. Da povemo gosta. Danes imamo pa spet nova glava. Tokrat je pa znama človek, ki se ukvarja rad z jezikom, raziskuje pomene besed, brska, kako so nastajale, rad ima zanimive znanstvene fakte, rad gleda televizijo in
sploh polno enih zadev, pisal je skeče za televizijo, tudi med drugim, tako da v enem je nastopala Desa, ne, to je vse kar za pohvaliti, ker pa napadati bolj v teh svojih nastopati, tako da narediš nekaj, da pride Desa nastopati, bravo, sicer pa z nami naš dežurni dopisnik za Posočje in vse ostalo povezano z mulatjerami, Sašo Braz, a.k.a. človek, ki ga verjetno bolj poznate pod vzdevkom Renton, če ste doma z interneta, tako kot on. Žuja. Žuja. Kjer hudo vod. Vse to je zdaj sam to, ko snemamo, pa to on že pa zmislimo in mora reči, še ne baziš tam nek z zahod. Ja, vse v postprodukciji vse to pokvarja. A ja, to ni v živo. To je, ne, to temu rečejo live to tape. Mislim, da temu Američani rečejo, ker v bistvu se pretvarjaš, da je živo. Če kdo odlej nas zakavne, 300 kosmatih, to postimo not. Izda. Mi smo edgy. Glavno. Pižama, Master of Ceremonies, s čim začnemo? Če začnemo, bomo potem, zato da bodo ljudje poslušali, najprej bomo svoja srca in možgane, zdaj se ne da pogovarjati, se bomo kot rečeno o jesenskih nanizankah, o stvarih, ki se vračajo, stvarih, ki so na novo, ampak še predtem bomo pa na kratko strnili par stvari in sicer že dej mejhen oriš iz vidika recimo tega, kako bi v ta kontekst, ki ga obravnavajo glave, se pravi neka popularna kultura, predvsem TV, film, kako bi opisal kakšne izkušnje svojega nedavnega izleta v Ameriko, razen seveda tistih, popustimo zdaj tiste dolge ure v kurilnici, ko si bil sajast od premoga, da je povedal, kaj je bilo tam. Ja. V bistvu ena stvar je dosti cool in je zelo glavasta, ko sva bila z mojo drago tam, so glih odprli v bistvu pop-up kafe, ta Central Park od Francov. To se pravi, z ena kavarna so preuredili v Central Park in je bilo noter par artefaktov pač iz serije Friends, dejansko. In ta prva stvar, ki sem jo videl, bil recimo ogromen bel pes, ki ga je Joe imel, ko se je odselil, ko mu je ratal končno kot igralcev, in enega tazga kao art psa, tak kip. In je ta zadeva noter je bil dejansko kavč iz tega kafiča, pa si se lahko gor usedel in so te slikali, tako da zdaj imam dejansko sliko sebe in moje drage, ko sediva na kavču od Francov, kar je po svoje dosti cool. Pa je bilo pa še par takih manjših zadev, tako kakšne obleke. A je bil kje tako, kakšen kvadraten meter praznega prostora in to je bil kao break od Rachel Parosa. To bi mogli v Momo dati. Ja, ne, tega žal ni bilo, ampak je bilo pa ful še enih takih stvari, tako, ne vem, kakšni taki listki, ki so si jih oni v bistvu pisali, pa so si jih dejali v seriji, ker so si kaj povedali, pa jaz te imam rad, pa so si kaj na vsake dokcajta, so bile te stvari dejansko tam, pa kakšne slike, pa ene par oblek je bilo, pa kaj še bilo, pa je bil pa valjda zraven tako tudi kavarnica in ene par dni, ne takrat, ko sem bila midva tam, je celo stregel model, ki je stregel v seriji, veš, ta blond, kako sem pozabil imenu, Gunther. Ki je bil Rachel zarubljen, to se spomnim. Sam takrat sem bila midva, ga ni bilo, sem imela pa full zegen, ker sem šla na nek random dan, tako v torek, recimo, in so tako pridava in tako sem mislila, da je full vrsta, bilo tako, 6 ljudi pred nama in sva not prišla, se slikala, tako vse, midva malo pofotkala, pa tako so šla pa mislim, da v soboto, v isti teden, pač po nesreči sem pa jaz mislil, da je to vrsta za iPhone. Pač res, ker je tam, to je zelo blizu Soho, mislim tako, dosti blizu in sem mislil, dokle za iPhone čakajo. Pa sem pa dojel, da je v bistvu okoli ene cele hiše, pa še čez tale prehod za pešče, pa še pol hiše je bila vrsta, samo zato, da si prišel v ta Central Park. Tako noro, to je bilo tako, dejansko je bilo to, big deal je bil to tam, Še sem pa meni izdel, da bo, Jaz sem enega glih teh dni, ko si polti tam posedal v Central Parku, sem zvečer med listanjem po programih sva naletela z mojco glih na en del Friends, se reka, deva to gledati, ker že 100 let. Nisem bil glih del, ka Brad Pitt uleti in si zve, da sta imela pač ta njegov lik pa Ross, da sta imela v osnovni šoli We Hate Rachel grupo in je bilo tako prav zabavno. Lepa je.
Saša, si ti gledal France, si ti premlad? Ne, nisem to premlad. Gledal sem jih, kaj je bilo na Pop TV-ju, ne? Pop četrti. Vi ste imeli Pop TV, vi niste tako kot Idrija, ki je treba na videokasetah ponositi. Ja, Soprano. Mi smo Soprano gledali na nacionalki. Ok, in kaj je bilo še poleg Franca, ki ta zgan že? Ja, poslala pa še v temule NBC storu, kjer se pa vidi, da NBC trenutno nima nekih, kako bi rekel, hit šovov, ker ta glavni artikli so bili od Francov. Po mojem je to tudi povezano z odprtjem tega kafiča. Pa je bil tako dosti bilo Late Night with Jimmy Fallon, Pa pa for no apparent reason Saved by the Bell. Zdaj, ne veste, kaj je Saved by the Bell. Ko moram reči, da ena od mojih otroških serij, tako, to je res ena boljših serij, mislim, tako ne boljših, ampak kot ti seš, res childhood memory, pač to imam Saved by the Bell full rad, ampak se mi je zdaj čudno, ker to je res serija leta 95. Da zdaj prodajajo, ne vem, majice in šalce in podobno. To je ta retro, što hipsteri pol kupujejo in pol perajo skamni vred v pravnem stroju in se delajo, da to imajo še iz mladih let te majice. Ja, ampak tako, res ni, tako se mi zdi, res nimajo benga, prej sem imel še tako, ker sem bil prejšnjič tam, je bilo tako, so imeli The Office, pa to, so bili to šovi, ki so še teka in so bili pa 30 Rock je bil, pa so bile neke te taki hiti, zdaj pa res nimajo neki ekstra in se malo šlepajo na starejše zadeve. Pa full enerove imaš od Late Night with Seth Meyers, ker sem to gleda sploh, resmo, ampak ja, tako, to je bilo resmo full bizarno. Pa še ena, kar se pop kulture tiče, čist na hiter, so šla pa še na en koncert, to sploh nam povedal, ker ne vem, če je dober, ker je ta Lordi, to veste, kdo je. To je ta Avstralka, Hrvaška. Ja, 17-letnica. Kaže, heroin. Ja, pa kva mal tenis kort, pa ne vem, kva so že. Ja, pač. Zmes vem, da obstaja. Ja, ok, meni je pa dejansko cool, kva sem zdaj naredil po moje. To ni dobro. Jaz sem vsake cajta najdem nekoga v popu, ki mi je v redu in tam je bilo v redu in potem me moja draga presenetila s karto, nisem sploh vedel, da bo šla in so šla in je bilo odlično. Če imamo te trenutke za priznavanje, jaz pa poslušam Icona Pop, ker sem jih v teh soundtrackih od Girls. No, cool. Fair enough. Fair enough. To je to. Saša, kaj bo ti zadojna generacija? Ne, jaz tudi Icona Pop. Dejansko. Sem bil zdaj tudi v Bostonu, imajo tam Cheers lokal. Ja, je, ampak tako noter šank je narejen v bistvu tako kot Cheers, ampak je v bistvu tako malo na prostem, tam na tem glavnem, ko se Boston Market se reče. In tako, vse je v redu, ampak ni uno, greš dol po štengah, pa prideš noter, ampak je tako v bistvu zunaj lokala, tudi zunaj sediš. Ampak je pa šank, sem prav pogledal in je tako narejen, kot je v seriji. The best. In pa sva tam jedla sladoled pred tem in sva pela Everybody knows you. V glavnem. Kar se pop kulture je to. Evo, pa pri meni, kar se tiče pop kulture v zelo širokem smislu, se pa ta teden v ponedeljek sem pa v Narodni univerzitetni knjižnici Žiga pa Tomaž, ki skrbita za te malo bolj tudi digitalne vsebine, tako da pejte poslediti na Facebooku pa na Twitterju Narodno univerzitetno knjižnico, ki imajo skozi neke super bisrčke iz teh starih publikacij pa knjig, zanj so dali so odkrili neko Valvazorjevo knjigo o smrti in načinih umiranja pa neke take bizarnosti. Glavno so nas je par povabili na tak sprehod po rokopisnem in arhivskem oddelku in smo si tam mogli malo, kako je bilo nas je tako 5, mislim, da če se ne motim, med njimi tudi sodelavka Glav, naša dežurna dopisnica za Habsburško monarhijo, Nina, pa Metina Nataša. Smo bili samo taki neki ljudje, ki znamo tudi gobec gont, očitno v glavnem smo šli tja in najprej so kazali, kako so te škatle, ki dobivajo note zapuščine literarne in kaj še vse zraven, tako imajo od
Feotove škatle so kazali, ker še niso čisto urejene. Zdaj tako dol z vaših koncev, Sašo. In je tako vmeseš med vsemi strmi, tistimi nekimi kuvertami, računi za za internet, pa vse to je tako škatlica z njegovo protezo. Ja, što so dali in pa sem še naprej kazal tam pod Mile Kačič stvari, pa malo sem gledal neke te stare knjige od Dalmatinovo Biblijo z prav njegovim posvetilom za tega grofa pač Graščaka, tipa, ki je bil na gradu Strmol takrat. In kot zanimivost, recimo, je tam omenil, kako so te knjige nekoč, to priznam, da bi bilo tako malo. En podatek, ki sem ga izpustil, očitno, ko sem poslušal, kdaj kakšne te stvari v starih knjigah, je v začetku, da jih niso prodali vezanih, ampak v polah. In da potem so si ljudje sami dajali vezati, oziroma so jim te, ki so že izdajali knjige, potem dali posebej vezati za kakšne te VIP naročnike. Tako da so dejansko vsaka knjiga imela čisto neko svojo svoj uvitek in vezavo. To in pa smo šli pa dol v trezor, ki se ga odpira še na tester način, ki imaš kolo in ga vrtiš levo, pa desno, pa levo. Na cifrah. Okay. Ja, to je bilo, sicer nismo tam kukali pod prste temu Marjanu, ki je tam ta mata na teh rokopisih in res obvlada. In to so razlagali, kako enkrat, ne vem, z Avstralije, ki je nekaj ena poslala eno sliko ene živali, to pa bojda v prvo svoj enem rokopisu, bi vi to lahko slučajno malo raziskali in tako pogledali, to je pa tle, pa jo potegne dol z police. To so taki mahari. V glavnem, in tam smo videli, to je pa bilo, če sem tak obseden s knjigami, je to noro. Videli smo kodeks Supras Licensis iz 11. stoletja, par listov, ki je pa genialno, kako je to prišlo v Slovenijo, zakaj imajo, ker je taka genialna zgodbica, ker je Kopitar je ga nekaj transkribiral leta 1838, samo poslati nek poljski manuskript, rokopis in je on ga tam 2 kosa dobil in ga je transkribiral, potem ga je vrnil in mu je ta Bobrovski, ki je bil skrbnik tega, mu je poslal 118 folijev, prvi del, ampak pa je pa Kopitar vmes umrl in je ta njegova zapuščina prišla v policejsko knjižnico, ki je kasneje se pretvorila v NUK in je tako ta stvar ostala v Sloveniji. Se pravi, v bistvu imamo nekaj od Poljakov. Ja, imamo tako, dejansko smo tudi mi tako malo ekspanzionisti, da manjšem nivoju kot Angleži, recimo, ampak tudi še pol tako polno teh stare te cerkvene knjige, ki še dišijo po kadilu, iz tistih stoletij, ki so jih uporabljali. Neka bizarna mini izdaja Biblije iz 14. stoletja, ki je dejansko tako res tenka, pa ne vem, če je 5-6 cm in ko jo gledaš, totalno majhna pisava in na nekem tem pergamentu tankem kot cigaretni papir, ki je razlagal pa ta Marjan, da pač mi nimamo tehnologije, kako to narediti, da je pač očitno so imeli nek način, kako razcepati pergament na več slojev, da jim je uspelo to, oziroma po drugi teoriji pa ne bi ga delali pravzaprav ta pergament še iz kož zarodkov, da je zato tok tenek, to so vse take in v glavnem to žal nimajo neki, da bi rekel tako tega redno vodstvo po takih kotičkih, ampak to, da sem imel ta šanso tam gledati, pa original Prešernov rokopis poeziji, ki ga je poslal ta cenzorski izvod in direkt originalno Kosovelove lepljenke, kjer imajo poleg teh lepljenk njegovih dejansko shranjene še časnike, iz katerih je on to ven strikal. Lepa. Tako da, to so take male, mokre sanje in pa polno takih zadev, tako da to je super. Mislim, da bi bil ta Marjan bi bil genijalen, kar zavajo z Bokijem, da ga v podrobnosti navab, da moramo nekaj nekati. Tako da, Sašo, kaj si pa ti kaj gledal v zadnjem času? Si bil na kakšnem bizarnem kraju?
Nisem bil na bizarni, no, če ne šteješ TV serij. Ne, ampak ti si zdaj, poleg to moral povedati, imaš blog renton.si, Ja. ampak zdaj si podprl še neko tako podstran oziroma poddomeno, TV Pokovka, ki je pa prav namenjena vsem takim ljudem, ki poslušajo tudi tele glave in recimo nekaj, kar je mogoče v eni smeri rešujejo tele svački, ki so bolj debatno namenjeni, pa dejansko na TV Pokovki zalagaš ljudi s svežimi novicami. Daj povej malo, kako je to nastalo, kje se to najde. Najde se na renton.si/tv. Nimam znara za novo domeno, tako da še dobro, da imam to. Ideja, ne vem, že itak full cajta porabim za gledanje serij, pa se rekel, klinc, zakaj ne tega, dajmo temu reči, znanja porabil. Pa glede na to, da zdaj vsako jesen je ogromno enih novih serij in kot je bilo videti ogromno dobrih serij in ker ta matični blok ni lih toliko namenjen popkulturi, sem ustvaril pač nov. Ja, ampak končno imamo nekje, ki je vse to na kupu, ne? Veš, kar je pohvalno, no? To se mi zdelo, ne? To sem gledal en sajt, je to že, se mi sploh splača in ni bilo. Pa ne, v bistvu ni, ne, ker ponovadi se folk obe samo na une, ki so najbolj znane, veš, ampak tako, da kdaj se pa kaj vrne, pa to je pa pač dosti prepuščeno, da vsak sam najde, ne. Tudi kar se meni tiče čisto huda fora, da je to pač vse na kupu, no. Češ videl, na eni točki boš mogel kup domeno, boš pa Rentona zaprl. Tako, ker bo pač serije bojo pojedle Rentona. Ne, ker se pač vsaka čast, ker je, koliko imaš postav na dan? Kaj pa je zvem, recimo 5 do 6 dnevno, zdaj zadnjih 5 dni ni bilo več, ker nisem imel cajta, ni niti doma. Ampak tako se nabere za enih 5 ali pa 6 člankov, Ja, ampak okay, ampak je ful fajn področje, ne, ki se dejansko samo uplaja, veš, to je ful važen. Ne. To je toliko novic, da moram zbirati, kaj bom dal gor, ker če bi dal vse gor, bi že... Ja, itak, ne bi spal pač. Ne, pa tudi na jedu bi že ljudem, bi bil non-stop, samo Pokovka ne zbuze, ker novice pa čez glavo. Ja, valjda. Nama je lažje, ko lahko zberajo na vsake to, kaj veš. Ne. Zdaj čakaj, sem mišljal tako na prvi strani 3 novice o True Detective, ne, če gledamo Colin Farrell, Vince Vaughn, pa Luna Parodica, ne, je kar pa ta Black Mirror, to bo vse. Ja, Black Mirror, jaz tako mi čakam. Da bo John Hamm, ne, to sem videl, prvi Renton, Res je. Ja. Tako da ja, to bo vrhunsko. Jaz pa čakam, moram gledati, če so kaj, ko ne bi že posnel, sem sfalil, so že vrteli ta drug del teh zapiskov mladega doktorja, tisti, ki je od Harryja Potterja. Ja, ki sta on pa Daniel Radcliffe, tisti je bilo tudi bizarno, tiste prve sezone tistih par delov, je bilo tudi neki prifuknjenega. Tako da, Saša, pa imamo pa kar tebe zdaj, povej mejhen, malo naštej, recimo, dajmo za začetek tako lepo ene 3-4 probati tega, kaj pa bomo pa še naprej šli, glede na to, koliko časa nam bo ostalo, pa dajmo kar tako v šusu. Tako da, kaj je tisto najbolj vroče 3 stvari te jeseni, oziroma stvari, ki so že zunaj in si jih poskusil, oziroma stvari, ki jih nestrpno čakaš? Ja, tako, jaz sem naštel 4, ker ena še poletna in ne moram povedati, in to je BoJack Horseman. Ja, jaz sem ga celega pogledal. To je pa tako nora serija in čist underrated in noben noče govoriti o njej in je toliko nora. Že ti se zanče ne omenil, ko smo imeli pregled. Ja, jaz sem jo isto mogel. Poletnih. Jaz še nisem imel cajta, no, priznam. Se posipam s pepelom. Ja, ne, ampak ta je res, toliko je drugačna, dejansko je drugačna, da mene prav zagledati. No. Tako res, jaz sem koliko 13 delov je, ne, se mi zdi prve sezone. Ja, po pol ure in so res hudi, no. Pač res so hudi. Čist prekrata je. Ja, v bistvu je čist prekrata, se strinjam, vse ful strinjam. Ja.
BoJack Horseman forever. Man. Pa druga sezona bo. Če ni že celo tretja, napovedana. A ja, mislim, da to bo Netflix še dal denar, ker to je od Netflixa original. Ne? Ja, dvojko že snemajo. Vrhunsko. 3 tedne nazaj je bilo na Twitterju eno od teh ustvarjalcev imel prav tako popotkan skript od ne vem. Vrhunsko, ok. Tretje epizode, tako da to se tu... Ne, to sem pa prav vesel. Ok, yes, ok. Odlično. Od jesenskih pa itak Gotham, to nujno. A si gledal ga že? Gledal prvi del, drugi del, ki je bil predvčerajšnjim, me še čaka, ampak me je že ta prvi čist hooked. Ok, jaz sem to so kaj učna leta Brusa Wayna, ne? Ali kako je to? V bistvu bolj najstniki ali kakšni so, koliko so stari tle na te ljudje? Ne, mislim, da je mlajši Bruce Wayne, ne? Ja, on je okrog 10 let. Takoj pa sem mu starša ubil. Starša sta že mrtva, torej. Ja, pač v prvem delu jih ustrelijo. In to je mislim, da prav začetek prvega dela. Ampak cela štorija se pa vrti okrog tega, Gordona, pa njegovega sodelavca, ki je pač pokvarjen kot zdaj. In zdaj se Gordon odločil, da bo on sam proti celemu Gothamu, ki je itak sama korupcija in zraven kaže še vse te bad guys, recimo Jokerja samo obljubljajo in ga verjetno še cajt ne bo, ker sam avtor rekel, da ja, bomo namignili, ampak vas bomo imeli zaprkali in v bistvu Joker bo Joker. Zdaj, redna sta zdaj Catwoman pa Penguin. Okay. Jaz sem tudi že ful dobrih stvari slišal, tako da jaz ga definitivno gledam. Ja, koliko se pa igrajo s to nekim s to stripovsko kontinuiteto, to verjetno ni neki hudega prekrivanja, verjetno stvar obstaja kot nek svoj kanon. Ja, je bolj kot svoj kanon, ampak poskušajo biti čim bolj zvesti stripom, ne, valjda si bojo svobode vzeli, ampak probajo biti, ne vem, kakšnih prizorih, ki jih že veš od prej, ki so jih morali ponoviti, vidiš, da so skoraj do črke zvesti. Kje se je zanj bral neko teorijo, da ni bil Joker tisti, ki je ubil starše njegove, ampak da dejansko čist nek tako XY, ampak da pol Batman projicira vsakič na tistega, proti kateremu se trenutno bori to. Ja, da kao pač kdor je dežurni bad guy, je kriv za umor staršev. Pač. Pa meni se to zdi čisto normalno. Ker ta človek ni zdrav, to vemo, ne? Joker ali Batman? Batman pač, Joker itak, ampak veš, pač Batman je nekdo, ki se oblači v netopirja in tepelje. Zato so meni Watchmeni, točno to nekako povejo, ne? Ampak ja, ok. To čisto da povem, ne? Kar se mi zdi res noro. Ne? Jaz sem imel, pač sem to, da malo plagam aparatus, ne? Sem govoril, zdaj predzadnji aparatus je z Joeom Steelom, Joe Rosensteel, ki je človek, ki dela visual effects v Hollywoodu in je dejansko delal na Watchmenih. Kaj je delal, levi ali desni testi smodar? Funny you should say that, ne? Ker je dejansko... Ker je dejansko delal on je Dr. Manhattana je on osvetljeval v bistvu. On lučke dela za scene in je dejansko rekel, in zato ker pol so imela celo debato, ker je tudi na Smrkcih delal, ne, in so rekel, what's with the blue people, ne. Ja, dejansko. A bi pa zraven tudi kaj para Arrested Development? Ne, ni I blew myself. No, ampak sam to gre, tako ful mi je bilo fascinantno, da sem dejansko govoril z nekom, veš, ki je dejansko delal na Watchmeni. To je kar bolano. To je pa ti Watchmeni, pa se meni, ne vem, kolikor se je folk pizdil neki, meni ni tok slab film. Meni tudi ne, mislim, fora temu, pač strip je res tok dober. Strip je dober, pa veš, vedeti moramo eno stvar pri temu, je, da strip, ki je prišel ven sred 80-ih, je naredil revolucijo. Ne? Je bil en prvih, ki se je poglabljal v te stvari sploh, ne, kakšna je ta psihologija teh zakrinkanih
maščevalcev, zakaj počnejo to, kar počnejo, kaj tiskaj jih žene, kako se potem te identitete začnejo prepletati, kdaj maska zmaga. Ne? In vse tako, recimo, te pri Rorschachu, tam vidno, kjer dejansko ima svoj človeški obraz za masko in masko za svoj pravi jaz. Veš, jasno, da je pol, kar se tiče neke te pop kulture, da je to bila potem že malo bolj upeljana ideja. Veš, konc koncev, če gledaš, da je Incredibles, Pixarjeva risanka je imela to tematiko, seveda malo bolj na zabavno, družinsko, pač imela je pa Lotusa Vincenza Šparovca, tudi v sinhronizaciji, ki je, moram reči, ena boljših sinhronizacij sploh. Mislim, da tam so, tle je bil že ta prelom, ki se je videl, da so začeli orang delati te stvari, da če že poslušajo, če že jih dajo v kino, da je orang narejen in da ni neki napol, da niso, poglej ga, ja, kaj se pa vi greste? Jaz sem točno to hotel reči. Tako da, ja, dejansko, mislim, da tle prvočmenik se je tle lomil bolj, se pravi tisto, kaj je bila ta vzgib, za to, za tem, kar je Ozymandias šel delati in se je Ozymandias, ki je bil, se nisem narobe imena zapomnil. Ne, mislim, da sproti. Ja. Ta blond, ja, on kad ima s temi grško vse to neko antično. Pa z najboljšo mačko. Ja. Ampak zakaj smo zdaj na Watchmeni, ker sem jaz nekaj začel? Ja, je pač iz teh stripovskih smo šli. Sej, kaj pa drugi? Ja. Stripovski, ste kaj gledali, ta Agents of S.H.I.E.L.D. pa... Jaz sem nekaj probil in ne morem. Ne gre. Ja. Vse ocene ima dobre, ne gre skozi. Jaz mislim, da to moraš pa dejansko Avengers strip brati, ali kva, jaz res se ne morem napaditi. Ker je preveč hočejo narediti. Avengers kot film so meni ful dobri. Jaz mislim, da to, kar ta Joss Whedon dela z Marvel filmi, je super, Same pa fora, pismo, klepa, s tem budžetom, TV budžetom, to ne moreš narediti. Ja. Res ne morem, po vseh čipi spade in res ne morem. Res dvakrat sem probal, sem rekel, ajde bom, pa me kar mine. Ja, problem je, da ni nobenega od teh superjunakov, ko so v filmih in ni v seriji, in to matra. Tudi to je res. Ja. Ja, v bistvu se obadajo s ta birokratskim delom S.H.I.E.L.D.-a. Ja, kako to? Na to so dali serijo, veš. To je, kada bi imel pač Alfred serijo. In v bistvu ne bi nikoli Brusa Wayna videl. Sam pa spotoma, kdaj pride mem. Ja, sam tako včasih bi rekel, Alfred, get me lunch. In pa v bistvu namesto, da bi gledal Brusa Wayna, kako bo jedel, pa to ne se je tepel, gledaš Alfreda, kako chicken plate. Ja. Pa pere gazo za nove povoje. Ja, pa po moje, kako kople Batcave na začetku, origin story. Zdaj na Cracktu delajo neko to svojo YouTube serijo, ki bo se dogajala v nekem, ki bo prikazovala te navadne delavce na eni te vesoljski ladji. Vem, jo ful plagajo zdaj po sajtu že. To že? A to obstaja? Mislim, da bo naslednji teden, ali kdaj vam prišel, sam videl sem zanj članke, ki pač napolno propagirajo zdaj temu mesti, skozi dajo to. Pa si to imel, en stand-up je že imel to, za une, ki so Death Star delali, da si jim v bistvu smil, Tam so bili neki ljudje, ki so imeli familije, ne so hoteli. Ki je elektriko postavil, vse on ni vedel, hva dela. Klekar potencial, ja. Se to so te, ki so naredili It's Always Sunny in Philadelphia, so imeli nek pilot, kjer se pač tako ala Star Trek, kjer so neki ljudje na ladji, ki potuje po vesolju, ampak da bi kazali te ostale, ne te glavne. Yeah. Tle lahko pa predlagam en odličen roman, jaz bom knjigo predlagal, to bom skoristil, to se nikoli ne zgodi. En full res, tako, mislim, malo moraš biti trekija, kar jaz sem, ampak če nisi, sem dost. Ja, lahko na koncu povem, kva sem kupil, kar se Star Treka tiče v Ameriki, ali pa raj ne. Raj povem, da Lordi poslušam. En ful dober roman, res, od Johna Scalzija, ker ga mogoče kakšni poznajo, Old Man's War je on napisal, ampak je pa napisal Red Shirts.
In je res tak mal četrti zid. Tako, no, meni je en boljših sci-fi romanov, ki sem ga prebral. No. Bom dal linke v zapiske, noter bom dal link, če koga zanima. Res fajn. Saša, zdaj pa povej še kakšno serijo. Je tle vmes napisanih enih kup, kot je recimo Madame Secretary, pa Bad Judge, pa Mulaney. Ampak Dej malo opiš vsaj v par stavkih to, da ne bom rekel, da naši poslušalci izvejo, kaj to, če ne vejo, tudi jaz izvem, kaj je. Če ta Madame Secretary, mislim, da sem že nekaj slišal, no, ampak ok. Ja, prvi del je bil fajn, ni bil pa zdaj, wow, ni bil to True Detective, mind blown, ne. Madame Secretary igra Thea Leoni, pojmovskega filma se je spomnil, vsi verjetno bolj to pozna. Igra bivšo agentko CIA, medtem ko čakaj že zunanjo ministrico ameriško nekdo ubije in ona rata ministrica. Pač taka politična. A pa to je network show ali HBO? Ali CBS. Ja, ne, to ni House of Cards. Ja, se ni hotel reči. To je bolj NCIS. Tako, ja. Nekaj to je to, ne, v Ameriki je CBS za stare ljudi. Ne. Ja. Tam je to za ljudi, ki to že 100 let gledajo in potem se morajo stvari dogajati, kot se morajo dogajati. Jaz imam feeling, da to več kot ena sezono ne bo. Aha, ok. Cool. Bad Judge, kaj pa je to sploh prvi slišal? Bad Judge pride pa... A je to ta od teh, ki je delala Grey's Anatomy pa to? Nimam pojma. Will Ferrell je zraven. Ti si je How to Get Away with Murder, je od one ženske, ki je Grey's Anatomy delala. Aha, no ti si že zunaj, ja? Ja, ti si zunaj. Ti si prišlo 25. ven. Tale Bad Judge pride pa, se pravi, danes. Zdaj smo že drugega, basically. Na NBC je... minut, ja. Ne, kaže 3, jaz sem bil na zahodu. Tale Bad Judge pa igra Kate Walsh, pa gre, kaj ona, ena sodnica, ki istočasno party animal in dobi v skrb enega 8-letnika in se ji life obrne. Ja, zdaj Will Ferrell je zraven in obljublja, da bo cool, ampak glede na to, da je to NBC, pa ne vem, bomo videli. No dobro, sem če je Will Ferrell pa NBC mogoče, ne? V vsako medijo, no vsake dokcajta zna narediti, ne? Mogoče 2 sezone bo. Ja. Ampak mene pa bolj veseli, lahko prije danes na Foxu Grace Point. Ok. Zdaj mogoče tistih so bolj navdušeni nad britanskimi serijami, poznajo Broadchurch. To je bistvo. Kaj je že to? Ta Neil Tennant pa detektiv je. Ne. Ful mi je znano, sem ne znam. V enem trenčkautu hotokol neki pa, jaz sem to tudi že na ta Broadchurch, imam tam že koliko je to 1 let staro, ali 2 let, imam že tam na enem kupu, poglej. Ja, tako. Zdaj pa Grace Point je pa v bistvu remake od Foxa. Ok. En mulj se izgubi, ga najde v Morienga in to je eno mehno zakotno obmorsko mesece v Kaliforniji. Kar je meni zanimivo, sta pa glavni vlogi. Je Anna Gunn, žena od Walterja Whitea. Ok, now you have my attention. Ja, drugi, pač njen partner, je pa David Tennant iz Doctor Who. Doctor Who, a sem jaz prej rekel Neil Tennant, nam je David Tennant. Ja, jaz sem okay, sorry, to je to, treba je biti samozavesten. Ja, ne, pač on dejansko bo reprisal svojo vlogo, ne. Ok. No, to je lahko dober znak, ne, realno gledam. Za te remake, ne. Jaz sem pomislil, da je Neil njegov brat, pa je igral v britanski verziji. Ja, jaz mislil, da je to mogoče od Tennanta brata, veš, jaz sem isto pomislil. Raising the Family. Sedaj bi se lahko začel 5 minut vam reči, on je samo trolal sem vaju. Ja. Bumbar za imena, ne. Hej, vidim pa tle, Saša, da imaš napisan tudi ta Transparent, ne, to je pa Jeffrey Tambor kot
že transseksualni starš, kako že, on je, ne? To so pa imeli, potem je obvestila punca, da je v bistvu ta, prvi del, pilot. Da je pilot bil že enkrat spomlad, zdaj pa že 3-4 deli so zunaj in so na Amazonu. Aha, to je Amazon Prime. Amazon Prime. In ja, ta Jeffrey Tambor, ki je iz Arrested Development. No, Je, ne? on je iz The Larry Sanders Show. Tako. To je še prej, ja. In je on pravzaprav transseksualka je po imenu Moira. Odlično. Ja, Ok, to si bom pa zacahnul že kar zdaj. kako pa ta tip igra pa. Ja, pa zmeraj ima take vloge, da ti res, ne veš, ob se ti smilo, da bi bil vesel za njega. Pač, Oboje. Okay. Hank. Odlično. Še kaj tazga novega? Ja, drugače pa še, recimo, Flash, sam. Ja, ok, meh. Pa to je CW, ne? To je vse, ja. Ja, ok, whatever. Ole, Konstantin na NBC-ju, pa States of Affairs na NBC-ju, to ni lik, ne vem, kako betavno. Mene bolj Ascension zanima, ko bo pa šele konc novembra na Sci-Fi-ju. Ko pa je to? Ascension bo 6-urna miniserija in pripoveduje kao o nek skrivni vesoljski misiji, ki naj bi jo JFK naročil, ker se je bal te nuklearne zime, se je bal, da ga bojo Rusi. In no, pa imajo neko napredno vesoljsko ladjo in so dal gor 500-600 ljudi in so rekli, zdaj pa vi bežite in kolonizirate prvi planet, ki ga najdete, če ni celo nek določen. Evo, tle piše, planet znan kot Proxima, kar je zelo ironično, ne? Ja. Čez bliz. In zanimivo, novembra 2014 v zgodbi, kot tudi zares, se zgodi prvi umor na vesoljski ladji, odkar so se prav zadnjih 50 let to gor bluzil neznano. To meni malo sliči na Under the Dome, pižama. Mislim, da tle ne bo nikogar, ki bi od zunaj prišel noter, tako pa tam si ne bojo mahali skozi trup ladje, veš, ljudem ven. Pa mislim, da ta ladja ne bo nobene krave razpolovila, ko se bo pojavila. Pa lepa samo 6 delov je, veš, to tudi nekaj pove, to pove dejansko, da imajo zaključeno celoto v glavi, ne. To je zmerno dobro. To bo zanimivo, ker to bo enkrat približno isti cajt, kot bo odnovljena Interstellar. Jo, kako mi čakam ta film, to je noro. Trailer sem videl že 16 krat. Res, 16 krat sem videl ta trailer že. No, boš čist naspidiran za Ascension. Ej, ko smo glih pri teh zadevah, zdaj bolj SCF pa to, a je kdo od vaju gledal The Strain, to od nekaj Guillermo del Toro nekaj upleten? Ne. Ok, samo vprašam. Ok, cool. Next. Telefon, da sem videl, da tako bi že rekel, to je pa najboljša stvar, ki sem jo videl. Ste gledala, ne? Ja, kako mi firbec, veš, ko se dejansko tam na telesvačkih nekaj, eni so ful hvalili, eni so bili, koliko je to meha, veš. Pa dobro, se tudi, veš, če gremo k tem mojim leftoverjem, veš, je tudi par, ki jim je zdaj čist hudo bilo, pač ta način podajanja zgodbe in vse. In jaz sem šel pa zadnjič brati za te zadnje 5 delov, malo take kratke sinopsise, pa je celo tako napisan, da bi mogoče šel malo gledati, enkrat, ko bom imel čas tistih te preostalih 5, sam to je tam globoko nek na 48. mestu trenutno teh serij, ki čakajo. A ti si gledal to, Saša? To od Del Tora ali Leftovers? Leftovers. Leftovers sem pogledal, meni se zdi jih eno polovico. Pa smo. Taka depresija, da... To je res, meni se zdi ta, mor zdrava nijete poslušati, kot to. Ja, pa vse ostre predmete pospraviti prej. Ja. Ampak pa... Tuno, ko si reže žile, da boš videl barve. To je od Louisa Blacka joke, da ne bo zgledal. To bom takoj mu bom dal props. Hvalil pa
francosko serijo, ki ima neki podobno ime, Leftovers. Ne, Reverence. To sem pa jaz pogledal prvo sezono in res hudo, in drugo so letos pol snemali, pa neki so predstavljali, tako da pa zadnje pol leta sicer nisem gledal, kakšen je status, z drugo sezono ampak je fulorijo, ti se tako zelo vzdušna je, no. Mogoče bi reči, da veliko bolj atmosfero ujame neko tako, kot jo tle v Leftoversih, se zdi, da zelo bolj dobiš občutek te neke tesnobnosti in vzgadko. Tam je res, ko te kar malo srh, ko gledaš. Zelo dobro je posneti, ne to, da so Evropejci. Tako da, glej, če tega nisi, to se splača. Sploh tebi, ki si tudi v enih takih krajih doma, ki je bolj gorsko, pa kakšne elektrarne, te stvari. Mi smo tudi Leftovers. Ja, pa še tako, pa prva smo te tudi polno nekih grobov tam okoli, še od Soške fronte pa vzgad, tako da, glej, to glej, to boš v šusu, boš pogledal. Kako je naslov? Revenants, Les Revenants, ne bom se pa delal, da vem, kako se to po francosko izgovori. Avoir. Voulez-vous. Pa te, Poligloti, sami poligloti. Da mi bi mogli biti komisarji. Sam res. Boljši koreks nismo. Noben ni boljši. Jaz poznam nekoga, ki je kupil nemškega ovčarja med ime Rex. Sam to rekel. A ni to logično? Edina možnost. Mislim, da je edina možnost. Če kupiš mopsa, ne, kako boš dal mopsu ime? Vileda. Ne. Ali pa mučo. Ne morem reči, da si to rekel. Vileda je naslov tega. Okay. Ne, zato ker boš joke ničel. To je res. Okay. Razen, če dobimo full na hit Viledo, da da nekaj zraven kot sponzor. Ne, kaj sem, naslov imam že, levi ali desni modri test. Ja, to. I'm hooked. Ja, zdaj pa tako, zdaj smo jih full našteli, ne? V bistvu, ne? Zdaj pa, da bomo dali ljudem, ne? A naredimo tako, da vsak eno zbere izmed teh, ki jih rečemo, to se res plača gledati, nekaj, kar si pač videl, ne? Kar prihaja, pa lahko pižama kakšno novo? Jaz novih nisem, priznam, da nisem se zdaj, jaz sem sam te, ki so se spet na novo zalaufale, ne Englize, jaz sem gledal ta Brooklyn Nine-Nine, in je super. To, mislim, da bomo leto zdaj, ko so uigrana ekipca, da bo še bolj. In tlej super mi pri tem, ker sicer je ta lik Jacka Peralte, ne, in je Andy, kafura, kaj je glavna, ampak so ostali tako močni, tudi ne, da lahko držijo prizore. A veš, to bi se Semberkni, mi se sploh a veš, to, kar Andre Brower dela s to svojo mrtvo faco. Ne, meni je bolj, spet sem pozabil ime. Kje je Joe Latrulio? To je pa noro. Ja. Jaz čakam. Boyle, jaz Boyla, res, danes sem gledal, Brooklyn Nine-Nine, jaz čakam, da on pride. Jaz ga kar mal manj gledam, ker njega ni. Res, tok mi je hud. Res, to je, jaz ne morem verjeti. Kaj da? Vrtiš naprej. Ne, to ne, ker pač mi je, tako je pižama rekel, ful so vsi močni, vsi imajo nek point, res tako, da tak ensemble, ne, narediš pa, da so vsi tako močni, se res ne zgodi doskrat, ampak boj, to je pa, jaz toliko, ker enega čakam, dolg nisem enega čakal v eni seriji, sploh vsi tako. Škaj pa jaz čakam, pa upam, da bo naredil, to mislim, da sem že pravil, ker smo se pogovarjali o tem v prvi seriji, da bojo naredili en del, ki bo narejen iz perspektive Hitchcocka Pascalja, teh dveh starih zavaljenih. Ker bi meni si mogli tako prav posneti, kako res ne štekata, kaj drugi govorijo in kako oni tako v nekem fast forwardu mimo njiju letijo in kako se ona da pa odločita, da boste rešila en primer. En umor, to bi moral biti, pa itak pa Terry Crews, ki je spet danes perfuknen, kot bil kot 7-letnik zdaj. 7-letnik, ja. Evo pižama, če bo taka epizoda, ti kupam Viledo. Da, best. Sam jaz bi ta pravo prosil, ne take, ki je treba futrati. Mops. Tako da, ja, jaz bi rekel to.
Ta Middle Modern Family je tudi, Modern Family so tako, ti so itak že vse čas bolj tak mainstream, mislim, mainstream, ampak ima majhen edge na trenutke, ampak se zdi, da The Middle, pismo jih kar zna bolj edgy biti, no, na trenutke sploh pa to je itak, až Patricia Heaton pa ne, še zmer nosi, ne, pa Neil Flynn kot se pravi, žena od Raymonda, ne, pa hišnik. Ki je brutalna desničarka. Ja, noro. On je čist neki podpornica huda teh stranke. Ja, ti parti praktično. Res, sem sledil neki cajt na Twitterju, čisto do. Čisto do. Tako, nikoli si ne bi mislil, res. Ja, on je ful pri tem raziskovanju teh rodnih celic, nekaj so že Stem cells, ja. Ja. Par takih hudih stemsov ima, res. Tako, kar težko, fuli meni je to, v bistvu, meni so take stvari najbolj zanimive, ker je ta kognitivna disonanca, veš, ki v bistvu gledaš na TV-ju, pa ti je cool, pa ti vidiš, pa tako, what is going on? Veš, ko ne gre skupaj, meni so take stvari ful všeč. Tako da, Patricia Heaton, sledite na Twitterju. Sej boste točno en teden, potem pa šli, ampak, splača se. Ker to so oni, to je res crazy America. Yeah. Te dve kot take, kaj bo še kaj od tega, zdaj, ko so se vrnili Simpsonovi v 26. sezoni, jaz sem jih nehal že predlan redno spremljati, samo občasno, kaj. Sploh ta, ne vem, a sta vidva gledala ta mashup, ki je bil z Family Guy? Ne, sam klipi na YouTubu. Jaz Simpsonove sem res redno spremljal, vse čas Family Guy, priznam, nekako se nisem poklopil s tem njihovim humorem. Če bi bil to Family Guy, da bi bil sam tako joke, pa te non-sequitur flashback, pa ki ga naredijo, da bi bilo sam to bi bilo the best. Ne? Tako ostalo mi pa, ne vem, se zdi, da sem prestral, premalo zapohan za ta humorja, ne vem. In zdaj, ko so jih skupaj dali, je bilo tako, da par šal je genialno delovalo, ko so jih skupaj, par stvari bilo pa prav takih, ko sem si prav, ki bo pač na tem nekem nivoju potem risanega nasilja in vsega, nisi navajen tega bil Simpsonov, ne. Kar ne pričakuješ, ker tle največ, kar je uno, pač, da se Homer 200-krat butne v glavo, kakam pade, pa Barta davi, ne. Ja, razen Itchy in Scratchy. Dobar, Itchy in Scratchy, ne, ja. Ampak tam je pa spet, veš, dodatno stilizirano, ne, imaš pa spet stilizirano podobo znotraj stiliziranih podob, ne, da ti spet že tam ne deluje kot neka realnost v tem imaginarnem svetu Simpsonova, ampak že tam deluje kot nek over the top risanka. Je že čisto zaradi tega druga percepcija sama. Mislim, fino je bilo videti nekaj, se pravi, ne par hudih šal so naredili, ampak tako je bil pa pol naslednji del Simpsonov, ki je bil ta, ki so se šli, pa zdaj ne bomo povedali, kdo umre, ne, pač ta del, v katerem nekdo umre, imel pa enega najboljših couch gagov tako vseh časov, tako iz same bizarnosti, ker tako, sem to rekel, pač naredijo futuristično verzijo Simpsonov, ti se pa tako gledaš in si rečeš, samo kaj, ti zgledaš in se režiš predvsem zaradi tega, da nekaj počneš, ker možgani ne dojemajo, kaj je tisto, kar gledaš. Ja. In so dejansko šli toliko naprej, da ti v bistvu gledaš Simpson iz leta 2053 ali nekaj takega. Ne, 3 Jurje. Nekaj še več, v glavnem in je res tako, da dajte to pogledati, to pogledati zih je kaj na YouTubu in bomo dali, to je... Ja, to je kar v redu. Ta ni toliko poleta, pa ker smo prej omenili, da je pač John Hamm, da bo zdaj igral v Black Mirrorju, bil je čez poletje, bila še 3. sezona, se pravi spet 2 dela Touch of Cloth. Brooker Hara. Ja, Brooker Hara je spet in je tako, zdaj pa igra noter tako, je igrala Amy Pond v Doctor Whoju, pride kot Carrie Newblood na novo v ekipo in začne se smrtjo Clothovega brata in pa raziskujo in imaš nek kult, kjer koralne pesmi pojejo
In itak spet polno ga, pa se zdi, da tako še ta najbolj tako nekako na zgodbo stavi, da ni toliko teh izobilja, recimo ne, ta prvi del, ne, ta prva dva dela, ko sta bilo vse ono, sam dajmo čim več gagov not neštepati. Ja, v Airplane ali pa Top Secret. Ne, to. To drugi del je bil, no, da gremo pogledati, koliko smo lahko vulgarni, koliko lahko imamo nekih fukfor, pa vzga, ne, tam noter, kaklat 5 minut razlaga, kako mu ga mama odunga gangsterja, ne, kaj ga tam je, kako mu ga fafa, nekaj tiskaj blaživno, ki se je zdaj takrat na uni točki, da bi rekel, ok, stop, mejte se, ne, pa je pa zamudil Katarino čas, ne. Tlej pa dejansko tako kar nekaj na zgodbi, no, se mi zdi, da sloni, da probajo celo neki proper zgodbo pelati, pa se vidi, da je mogoče ura pa malo preveč, tako resmo za uro 10 bi bilo genialno štofa, da je malo razlečen, ampak spet polno, veš, od začetka, ne vem, kad ti plafa in imaš tako cesto, ne zaprto, in imaš gore closed for open in sequence napis. Se pa nekaj vidi, da so to snemali pred 2 letom, skupaj z drugo sezono in nima nekih sodobnih, teh čist najnovejših referenc. Referenc, ok. Kulturnih. Sam touch of cloth menim, pogledaš. Brooker can do no wrong, no. Pa Black Mirror smo še tudi omenili, to imam napisano. Ja, to je. Pa SNL 40. Jaz sem obupal. Jaz pa SNL nikoli nisem toliko redno spremljal, ampak sem pogledal, pa tam je bil tako vodna, itak silno musko, ne vem, zmeri prevrtiš naprej, ampak se mi zdi, da tisto je bilo tako perfektno, tako Chris Pratt kot He-Man, ki se ravno kar igračka, ki se je ravno kar prebudila in ni jasno, kaj se dogaja, in tam ima uno faco, ki si prav predstavlja Godlerja, kako to igra. Je lepa, ampak ja, SNL, ne vem, če je en sketch na 4 dele, res smešen je velik, kar sem jaz videl na zadnje, lahko da se motam, ampak res. Zdaj se spet malo zdaj imajo tega tam malega stand-uperja, ki je 20, koliko je star, je zdaj v letu noter in so ga dejansko ful močno uporabljati tudi v. Se je ena par od lanskega leta jih ni preživel. Se to zmeram ne, ampak zdaj je bilo, mislim, da malo več so jih spucali. Pa neki so predstavljali te dva, da tak je bil prej sam pisec, zdaj kot voditelj poročil. Zdravimo pa en zdaj lišava, ne? Tako da da ta Pete Davidson je pa ta mal, ki je 21 let star in so ga tudi že kar ponudili. Tako da, pač to bo spet mesi, bomo spet bolj tako gledali, ko bo zaokrožal, ko je vsi od Davy Cluba, pa HuffPosta, pa teh naprej rekel, ta sketch je bil dober, pa všel. In pa pogledaš na to. Jaz imam pa samo eno, ki se vrača. Lecimo, ne? Po imenu Vileda. Dejansko, če imel 50 škod zgovčara, bom dal pa ime se vrača. Ne bo. Blacklist, še enkrat. To je pa serija, ki sem jo tudi v Ameriki malo spremljal. In moram reči, da za NBC akcijsko dramo bi mogla biti dosti slabša. Tako da ne pričakovati še enkrat HBO oziroma Showtime produkcije, ali pa Netflixa, ampak če je že treba gledati nekaj epizodičnega, ful priporočam prvo sezono Blacklista. Prve par delov se še malo lovijo, pa res speljejo neko taka, veš, ko zmeraj je dve zgodbe sta, eden iz tega Blacklista in ga lovijo, ta je zelo epizodna, pa je pa en storyline se pa vleče čez celo sezono in moram reči, da je kar v redu. Res, za network show zelo dober. Po dolgem cajtu, da je nek network show, ki sem ga tako z užitkom gledal. Pozabil si omeniti, da je James Spader. Pa James Spader, who can do no wrong. James Spader je pač kralj. Ampak Blacklist, ta je možno. Jaz gledam tle še, Saša, tele ti, ki si vračajoče pisal noter, Person of Interest, kjera sezona je zdaj že to? Štirka. To je tiskaj od Nolana.
Od brata. Ja, Mislim, da ja. Jaz sem gledal to prvo sezono, pa mi je bilo tako, mislim, zanimivo na trenutke, pa so imeli, pa se malo zgubili, ampak pol mi ni to, da bi se vrnil k njej. Ne vem, je bilo tako recimo, kot ta, kaj je bil blue collar, ne, white collar. White Collar, ja. White collar je bil, ja. Se je tudi, ne, to je pa dejansko, ta white collar je pa ful dobro, tako kemijo med tema dvema glavnima likoma, ful sta dobro drugega, te različne osebnosti preigravala. Ne, se ful dobro ujela. Sem tistega konca, je tisti še? Ne, mislim, da se je končal. No. To je oboje. In kaj je ta person of interest, kako je še zmeri, pa predvideva zdaj, ko imaš napisano, da si gledal tudi drugo in tretjo sezono. Pač Jezus okoli hoče ni zlosta. Pač puška. Jezus pa ni zlosta, to je to. Nisem meni tudi zgledal tako zanimivo, sam ne vem, jaz sem toliko sem utrujen od teh epizodičnih, kjer v vsakem delu nekaj rešimo in ne vem kaj, res toliko sem, če ni komedija, se mi ne da več gledati. Meni so te epizodične take, za ne, ker si recimo zvečer pred TV-jem ležiš, pa rečeš, akaj sem pa malo tako in kad glih vidiš, da je neki tazga in pogledaš, kad ti ni treba ne prej, ne pol, za neko večjo skritko, kdaj kakšne bones najdeš, pa pogledaš ali pa. Ne bi pa tega tako gledal, veš. Tako kot gledaš, ne vem, House of Cards ali pa True Detective. Mislim, da je CSI je ta žanr ubil in pa ga obudil in ga še enkrat ubil. Vsaj vemo, kdo ga je ubil, ne? So kar sami ugotovili. Pri tem CSI-ju je bilo meni zmeri, da best tisti deli, ki so bili, ki je zmeri ena sezona, ki je bil na te Lab Rats centriran, ker niso imeli teh glavnih, ampak so bili vsi ti čudaki iz laboratorija v pol. Ja, sem že zmeram na tej točki, Caruso Paršen je dal špegle dol. Ne, to ti njun gledaš Miami, mi smo gledali Las Vegas. Na eni točki mi je vse. Kaj American Horror Story vidim, da je tudi zdaj letos je Freak Show, ne? Freak Show, ja. Tretja sezona je bila bolj meh, tako da s to teasing kampanjo, ki jo imajo zdaj bolj zanje, da bo dobro. Četrti. To je bil full endorsement. Ja. Bradata ženska, pa dvoglava ženska, ne? Ja, pa midgeti, pa ne vem kaj še. Čudno pogledam. Zdaj, ko se o tem pogovarjamo, sem se spomnil, da moram še drugo sezono Karnivala končno pogledati. Imam celo original DVD. Ja. A res, kaj? Čeprav druga je res slabša, ne? Ampak ja, jaz sem to pogledal, no. Jaz sem jo pogledal. Mislim, kar se pa, ko se temu reče, kulis pa tega, ne, je pa Karnival nor. Pač to je noro. Kaj so tam naredili z kostumi in z seti, je pa noro. Sploh za uncajt. Tako da je. To kva dela hudo. Zdaj, če greš tle na TV pokovka, ne, in potem daš z miško, greš na sliko, ne, ob novici se ti tako premakne, tako totalno finansko in si pa lahko gledaš, kakor da odaj Kate Mara pa Ellen Page se gugata la. To je sploh ne nucaš televizije, samo to se zabavaš tle s tem gledaš. V glavnem, to so bile, kjere? 39 glave. Zdaj imamo še dva dela, v katerih ne vemo, kaj bomo pol 42, ga moramo pa posvetiti Štoparskemu vodniku. Brisačam. Ja, to je treba. Ja, ampak zato, da bomo pa naredili po 41 udari premor do 25. maja, dneva brisača. Ne, to se ne izide z Game of Thrones. Game of Thrones, nismo nič. Ta teden, danes, včeraj so začeli snemati Sprehod. A ja? Ja. Okay. A lahko ne, ker to je zelo spoiler. Zelo spoiler, ampak lahko nekaj še drugega povem. Nekaj, kar ne vejo, ampak iščkali so neke statiste, ali neke, ne statiste, gradili so neke sete nekje na Severnem Irskem in lahko, da bomo videli kakšnega ligančka. Nič sicer, ampak vsaj kakšen pisar. Severna Irska, to mi je všeč. Ja, zelo gor. Jaz sem bil pa tudi v HBO štacuni. Aha, kaj si mi kupil? Vse, kar sem hotel, je bilo to drago. Od Game of Thronesa re, če si lahko kupil. Da bi si kupil meč za odpirač pisem, pa je nekaj 50 €. Ne vem, star meč je ta najmanj.
Meč je v redu, meč je meh. Okay? Na eni točki lahko kupaš 3 jajca od zmajev, ampak to je v redu. Kar je pa najbolj, kar sem ti videl, sem kar tresen se začel. Lahko kupaš cel set teh, veš, ki jih po kartah postavljajo, kje je kakšna vojska. Ja. Veš, ko prav figure, set 6, ampak je res nek, zdaj na pamet govorim, nekaj $200. Veš, ampak to klepo, tako prav iz lesa, tako iz razlika. Zdaj upam, da je tvoj izgovor, da mi tega ni skupaj to, da nismo placal v prtlagi. Ja, več ali manj. Ne, res, ti se pa tok dober, tok fajn, da veš, če ne bi pence kupil, mogoče bi plat. Pa se bi lahko skril enega noto penca. To je res. Ne, so kar veliki, veš. Taki so kao v seriji, no, res. Pa dejansko imajo tudi, mislim, da HBO ima tudi evropsko štacuno, da lahko tudi v Evropo naročiš. Moram reči, da v HBO štacuni je bilo veliko več stvari, ki bi jih človek hodil kot v NBC štacuni. Ja, to mislim, da ni mega presenetalo. A imajo pa tam v NBC štacuni tudi tako replike teh kavčev iz Central Parka, tako kot imaš repliko Iron Throne, tako mini, pa da tam kupaš pa repliko tega kavča iz Central Parka. Ja, mislim, da celo je, veš, neki. Ja, neki je, ja. Ne, mislim, da je magnet. The Sway Throne. The Sway Throne. To je za Joeja neki. V glavnem, ja, sem se spomnil na ta HBO, to so vse. V glavnem, to so bile 39. Nisem rekel, da nekaj na koncu povedal. Kaj sem rekel? Ne vem. Ne, poslušaj, ko boš snemal, pa če se boš spomnil. Ja, kaj sem kupil? Kaj si kupil od Star Treka? A veste, vidva, kaj je spork? Aha. Ja, spoon and fork. Ja, spoon and fork, ne, ki je v bistvu žlica in pa vilca, ne. In sem kupil iz titana. Taka za kamperati je v bistvu ena firma, ki se reče, ki je ena zelo znana firma, so mi pa Američani rekli Snow Peak, delajo take iz titana, sporke, ampak ta je Star Trek Starfleet Academy Edition, kar pomeni, da imaš na drugi strani žlice logo od Star Trek, Starfleeta in od spodaj Ex Astris Scientia, to je moto Academija. Posebej pa kul, ker dobiš v embalaži, kjer ti gor piše this spork will be your utensil for the duration of your stay at the academy. Od zdaj naprej sem kadet Tomič. Prosim. Redu. Kadet Tomič, give me 20. Tako da ja, bom magar, mogoče slikam, pa dam v linke. To ne vem, če sem to sramotno naredil. To mora biti naslovna slika tega glav. Lahko je naslovna slika. Ne, dej uno sebe, ki si tam na unmo kavču iz Franca. To mora biti. Dej to. Mogoče. Sašo, koliko imaš ti kaj posluha? Ne bi imel, a že imel ta teden rojstni dan, 3-4, vse najboljše za te, vse najboljše, dragi že Tomič, vse najboljše za te. Rojstni dan pa glih v Starfleet Academy gremo. Tako da ja, Sašo, kje se te najde na internetih? Na internetih, na renton.si, pa na Twitterju jaz sem Renton. Odlično. In TV pokoj je na renton.si/tv. Tako. Pižama, kje se pa tebe najde? Pizama.net za branje in nastope, drugače pa afna Pizama na Twitterju, pa Pizhama na Facebooku. Odlično. Jaz sem pa na Twitterju afna anzet, sicer pa aparatus.si, kjer je zdaj 8 dan. Pa na anzeta nimaš pa tako Anžet Tomič, pa v oklepaju slovenski. Ok, v glavnem... Še enkrat, to je že spet joke, zato ker imam 2 Twitter accounta, enega angliškega in tam piše English. Fanta, najlepša hvala, to so bile 39. glave. Dodajte nas na Facebooku, v iTunesih, dajte na... Ja, kakšno oceno. Ceno, da podpri, dajte kaj donirati. Res je. Da bo že lahko si še nož kupil, da bo imel kaj zelo, da bo pa zapalil tam spod. To je to. Mejte se radi, dejte, zdaj, ko nehate poslušati glave, ko ugasnete napravo, na kjerikoli poslušate, pejte do najbližje osebe in jo objemte. To je bilo pa lepo. To je lepo. Da ne bom sam jaz prehlajen, dejte širiti te klice.
Okay. 3-4 zdaj pa adijo. 3-4 zdaj. Adijo. Kaj, no, ok, wow, ok, cool, to je to. Ne moram verjeti, da ni nič rekel. Okay, zdaj sem presenetil s tem, ker nisem nič rekel. Kar neki, res, tako je vrdrata. Zdaj pa res ne vem.